Pozdravljeni v podcastu Naložbeni navdih, kjer bomo v partnerstvu z Generali Investments raziskovali naložbene priložnosti za varno finančno prihodnost. Naš cilj je preprost, a ambiciozen. Pomagati ljudem, da pretvorijo svoje prihranke v pametne in donosne naložbe. Take, ki vodijo do finančne neodvisnosti. Z vami bom dr. Peter Merc, vsakič pa bom gostil z znanjem podkovane goste. Danes bo z mano Aleš Loker. Živijo. Več kot 20 let izkušnje iz finančne industrije, od 2008 zaposlen na Generali Investments, upravljaš dva večja sklada, Generali Rastko in pa Generali Galileo. Aktualni najupravljalec leta 2024, drug tak naziv po letu 2017. Sem kaj tazga pomembnega pozabil? Ne, v bistvu si naštel vse, kar je bilo pomembno, s tem, da sem mogoče, ta zgodovina je še daljša, ne, dali smo čez tudi že dotcom bubble, se pravi, na trgih sem aktiven praktično od leta 97, tako da izkušenj je kar veliko, ja. Omenil si dotcom bubble, super izhodišče, zato ker se dogaja zadnje tedne, konec januarja, začetek februarja. A je to zate tak business as usual, torej neko normalno stanje na trgu, nekaj cikličnega, ali je to zdaj, bi rekel, čist nekaj nepričakovanega, neke nove razmere na trgu težko ali pa težje predvidljive? Zdaj mogoče ravno to obdobje, ki nekako sovpada, se pravi močna rast na še posebej tehnoloških delnic v zadnjih nekaj letih, sovpada z eno veliko spremembo, se pravi z nekako vstopom Trumpove administracije na, rečemo temu, na odločevalski trg, se pravi zdaj oni sprejemajo odločitve. S Trumpom sicer imamo kar nekaj izkušenj v njegovem prvem mandatu, ampak zdaj ta kombinacija po en stran določene vlagatelje seveda skrbi, na drugi stran je lahko, bomo rekli, vse eksplozivna, se pravi, da lahko prinese dodatno rast na kapitalske trge, sploh na ameriške delniške. Tako da, ja, če se vrnem na tisto izhodišče, meni osebno, ker sem že veliko stvari videl, trenutno ne morem reči, da to nekaj posebej izstopa. Je mogoče malo drugače, ker smo bili vajeni v preteklih letih. Verjamem pa, da je bistveno drugače za vlagatelje, ki nimajo neke dolge zgodovine sodelovanja na kapitalskih trgih. Treba se zavedati, tudi študije kažejo, da en povprečen vlagatelj danes ima manj kot 10 let izkušenj. Tako da lahko rečemo, da je navajen, da sploh tehnološke delnice samo rastejo. Ampak če imaš teh 10 let izkušenj, pa si že nekaj teh ciklov dal čez, tudi Trumpa ena. Definitivno. In ta kilometrina ti v bistvu da nekako utrditi ta želodec, da ne odreagiraš na vsako stvar, ki se zgodi na dnevnem nivoju, se pravi po domač povedan, da ne gledaš drevesa, ampak vseeno probaš videti gosta, kaj se z gozdom dogaja, kaj se z ameriškim gospodarstvom, svetovnim gospodarstvom dogaja, kje so glavni trendi, in na podlagi tega sprejemaš neke za svoje prihranke pametne odločitve. Ampak verjetno je pa to malo težje, zdaj, če imamo Trumpa kot recimo enega glavno spremenljivko geopolitike, ki seveda neposredno potem vpliva na finančne trge, potem je seveda toliko težje karkoli predvideti, karkoli planirati. Ja, definitivno. Že v prvem mandatu smo govorili, da je to Twitter predsednika, se pravi odvisen, kakšne volje se bo zjutraj zbudil, pa kaj bodo tweetali. Zdaj imamo še enega dodatnega igralca, se pravi Elona Muska, tudi on tweeta, tudi on nekaj sporočila daje, tudi na to trgi reagirajo. Ampak jaz bi rekel, da bistvena sprememba recimo v primerjavi z lanskim ali pa predlanskim letom je to, da se več stvari dogaja, pa da se mogoče hitreje lahko odvijajo. Ampak zaenkrat jaz ne vidim neke velike spremembe v teh glavnih trendih. Zakaj so kapitalski trgi prišli sem, ker so. Se pravi, recimo, če poenostavimo, ta revolucija umetne inteligence, prodor umetne inteligence, tehnologije nasploh v vse pore življenja, recimo, v panogo zdravstva, to je stvar, ki teče, se nadaljuje in to Trumpova administracija lahko
povzroči nekaj dodatnega dima, stvar malo zamegli ali pa mečkam se spremeni, ampak to je stvar, ki se v naših življenjih dogajala in se bo dogajala, ne glede na to, ali imamo Trumpa ali imamo koga drugega. Kaj pa dejstvo zdaj, da je praktično Silicon Valley, da je del izvršne veje oblasti. Zdaj, če vidimo, kdo vse kreira to politiko, Peter Thiel, vidimo, kdo je bil na inauguraciji, vse za tisto mizo, to so bili sami Big Tech, glavni lastniki, koliko pa to lahko zdaj vpliva. Sploh recimo, če govorijo o teh veličastnih 7, to so, kaj so to Google, Apple, Nvidia, recimo, koliko lahko to recimo zdaj vpliva? Ja, jaz mislim, da lahko veliko vpliva, ampak treba je pragmatično gledati. Ti velikani so v bistvu pragmatike, prilagodijo se dnevni politiki. Prej so šli vsi na ta voz raznolikosti. Zdaj so stopili na drugo stran, ker je pač dnevna politika drugačna. Oni gledajo na svet, oziroma v končni fazi na borzo, skozi svojo denarnico, skozi svoj žep. In oni se temu prilagajajo, tako da zdaj bodo podprli to politiko, ker jim enostavno ta lahko prinese več oziroma ohrani to, kar imajo. Ker vidimo, da če nisi na isti strani, lahko marsikaj izgubiš. Si z mano ali proti meni, to je samo to. Omenil si tudi revolucijo umetne inteligence. Potem se zgodi konec januarja ta DeepSeek, Kitajci. A pol sploh lahko še govorimo o revoluciji, ker vemo zdaj te silne valuacije do $1 trilijona, Nvidia, tudi ker mogoče Apple pa ostalih, so vse bazirali na v bistvu nekih prognozah, kakšne stroške bodo imeli ta podjetja za gradnjo tehnološke infrastrukture, za učenjem teh jezikovnih modelov. In potem pridejo Kitajci, sicer se mora to zdaj še izkazati, je to zdaj resnično, so to resnično tako poceni naredili, so resnično naredili tudi na tisti stari tehnologiji, ampak pol en DeepSeek, recimo temu en tak črni labod, z blaznimi instantnimi posledicami, koliko je pol sploh še neke materije zdaj tlele ali pa nekih fundamentov v celotni revoluciji umetne inteligence, ki smo bili priča zdaj zadnjih 2 leti od OpenAI in njihovega ChatGPT-ja. Ja, ne vemo točno, zato je bila tudi ta velika volatilnost, recimo, kar smo jo videli v delnicah Nvidie v zadnjih tednih. Dejstvo je, da je umetna inteligenca, oziroma prodor te tehnologije, to je evolucija. Vmes pa pridejo revolucije. Revolucija je pa to, da mogoče pa so Kitajci najdeli način, kako to bistveno poceniti. Zdaj, tudi če se vrnemo malo v zgodovino, prej smo govorili o dotcomu, recimo pa vmes takrat v veliki finančni krizi okrog leta 2010 so prodarali potem pametni telefoni. Igralci so se zamenjali. Največji brskalnik v dotcomu, Google ni bilo nikjer, pa ima danes tržni delež 80-90%. Yahoo je pa dominiral. Yahoo, Alta Vista se spomnim, pa še cel kup nekih imen, ki jih ni nikjer več, ki so v bistvu propadali, ker je bil pač njihov poslovni model toliko slabši, oziroma nekdo je imel boljši način, ali je pa optimiziral poslovni model. Vemo, kako je začel Amazon. In danes pač vsem cel ta proces umetne inteligence, to je zgodba, ki jo vidimo na trgih 2-3 leta. In cela ta zgodba je premlada, da bi lahko ocenili. Prekratek cikel. Tako, tukaj se še ni cikel odvil in ne vemo, kdo bo zmagovalca. Mogoče noben izmed teh veličastnih 7 pride neko novo podjetje. Mogoče mi lahko govorimo, zakaj je Amerika to kot spredi pred Evropo. Zato, ker Amerika oziroma ameriška podjetja se hitro prilagodijo, hitro najdejo način, da absorbirajo tisto, kar je najboljše, pa zavržejo staro. Pa zakonodaja, vemo, da smo. Seveda, tudi pa birokracija. Ampak v Evropi se bistveno oklepamo nekih zgodb. In zato tudi, recimo, Nokia, Ericsson, ki so bili takrat pojmi za telefone, niso uspeli slediti razvoju teh pametnih telefonov, ki je začel Apple, pa delno v bistvu tudi Samsung in danes v bistvu imamo 2 telefona praktično. Kaj pa Nvidia, tisti dan, ko je prišel tale DeepSeek ven, je 600 milijard je izgubila valuacija v enem dnevu, pa je sicer bil se takoj zgodil odboj naslednji dan. Pa kaj to pomeni zdaj, da trgi trenutno še ne verjamajo, da so Kitajci res to naredili, ker verjetno, ko se bo to potrdil, je verjetno veliko te valuacije dejansko precenjene oziroma prenapihnjene. Ja, če se bo potrdil, se strinjamo. Pol verjetno je valuacija bistveno prenapihnjena, ker bodo stroški bistveno nižji. Ampak ta nihanje, to samo odraža to negotovost vlagateljev, da ne vejo. Sej realno večina vlagateljev niti ne pozna dovolj v drobovje, da bi sploh razumeli, kako ti algoritmi delajo, kje je prednost, kje je slabost posameznih. In to se na koncu odraža samo pri vlagateljih, tudi pri velikih.
ne vejo in ta negotovost je tako velika, da pač mogoče pretirano odreagirajo na vse skupaj, ne? Ampak zakaj tudi pretirano odreagirajo? Ne? Ker je bila to zgodba, ki je prinašala donose v zadnjih letih in seveda veliki vlagatelji, oziroma večina vlagateljev nas je nadpovprečno izpostavljenem tej panogi, tem zgodbam. In takoj, ko se pojavi kakšna razpoka, ratamo previdni. In veličastnih 7 se bo spremenilo, oziroma da eni drugi prišli verjetno noter, se bo mal zamenjala ta struktura teh veličastnih 7. Čisto tvoj pogled za 2025, če mal. Lahko se nekaj nakaže, jaz mislim, da zaenkrat še ni na obzorju nekega da bi prav do menjave prišlo. Ne? Ampak v zadnji, seveda, sploh ameriška podjetja so tukaj zelo aktivna. Ne? V zadnjih je kar nekaj podjetij, ki imajo nekaj 100 milijard že tržne kapitalizacije, dobre zgodbe, ne vem, recimo Palantir je taka, ne? Ki bodo mogli še svojimi poslovnimi modeli dokazati, da so sposobni vzeti bistveno večji del kolača te ameriške ekonomije, ne, te zgodbe, ampak to je naravni proces. Ampak tle so zdaj različne vertikale, recimo umetna inteligenca ena, omenil si Palantir kot neka analitična big data podjetje. A se moramo mi pripraviti zdaj na take nove črne labode? Ne? Koliko je še takih startupov na Kitajskem, recimo, ki delajo v tišini, ne? In potem kar naenkrat pridajo ven za eno tako, kako bi rekel, čisto revolucionarno novico ali pa idejo. Koliko je še takih? Se moramo v bistvu to mi pripraviti zdaj? Ne vemo, to je v bistvu velika neznanka, ne? To je v bistvu minus, pa po drugi strani tudi plusa, ne? Tega celega posla, ne? Te cele zgodbe, varčevanja, investiranja, prihrankov in tako naprej, da je pač finančni svet je nepredvidljiv. Ne? In še bolj bo, misliš, da zdaj takih? Ja, mislim, bolj bo zaradi tega, ker se stvari vrtijo vedno hitreje. Ne? Pred 50 leti je traja leta in leta, da je neka novotarija prišla na trg. Danes vidimo za temi, sploh za potrošniškimi trendi, da novotarija, ne vem, pride, je v 3 mesecih je firme zaslužijo milijarde, pa ni več zanimivo lahko. Tako da danes se to zelo hitro vse skupaj odvija, zato ker pač živimo v taki informacijski družbi, se vidimo, da novica obkroži v delčku sekunde cel sveta. Ker recimo zdaj se govori, da naslednji tak vertikal oziroma industrija ne bili kvantni računalniki. Se pravi, zdaj verjetno je veliko in Američani že tle vnaprej govorijo, da oni imajo vedno dober PR, kako so superiorni v tem, brez da je bila zdaj to že neka na široko uveljavljena tehnologija, ampak si predstavljam, da tudi Kitajci jih ne mirujejo in ne čakajo. Tako da se zna tudi tle potem kaj zgoditi čist geopolitično. Zagotovo ne. Zagotovo pač vsi veliki, bomo rekli, velike države, veliki sistemi delajo na tem, nekako pridobiti tudi tisto prednost pred konkurenco. Kitajci imajo mogoče samo malo pač problem v tem, da so bistveno bolj zaprta družba, in prvič ni informacij iz sistema, drugič pa smo videli že recimo na primeru Jack Maya pa Alibabe, da posameznik ne sme preveč izstopati. In to je trenutno po moji oceni največja prednost Amerike, kjer dejansko pušajo te posameznike, da lahko doseže nek status rok zvezde, tako kot je Elon Musk, medtem ko recimo to na Kitajskem ni mogoče. In ko so se probali to narediti, ko je Jack Ma probo, je zginil za par mesecev, pa se pa umaknil, pa IPO-ja ni bilo na koncu. Tako, in to, jaz bi rekel, definitivno ne deluje vzpodbudno na bodoče podjetnike. Recimo, super si mi dal spet eno izhodišče. Bral sem, da je bilo januarja rekordna vplačila v ameriške delniške sklade. Zdaj, če se recimo izkaže, da ima pa Kitajska neke take tehnološke šampione, a obstaja zdaj neka verjetnost, ali je to politično tveganje preveliko, da bi se pa znaten del tega kapitala iz Amerike preselil recimo na Kitajsko? Jaz bi rekel, znaten del verjetno ne, ampak del kapitala pa gotovo. In to, bom rekel, tudi za kitajske razmere je to veliko. Ampak bolj je problem, da v večino teh stvari tako ne moreš investirati. V DeepSeek ne moreš investirati, ker so to neke zaprte družbe. Kitajska ima še zmeraj ogromno nekih omejitev pri nadzoru kapitala, tako da je v bistvu zelo težko tja investirati. In v tem pogledu, zdaj jaz ne vem, je to plus ali minus, jaz bi rekel, da je to bolj minus, ker deluje zaviralno. Na vse tiste podjetnike, ki imajo neko idejo, pa bi na ta način v bistvu radi zbrali kapitala. Tako da No, pa bo verjetno še nekaj časa bodo šle kapital velik v ameriško tehnologijo, v Nasdaq.
Zdaj, a bi lahko rekla, če se strinjaš z mojo tezo, da je bilo v bistvu v preteklem letu ali pa v preteklih 2 letih, da so bile investicije v ta tehnološka podjetja, sploh teh veličastnih 7 že omenjenih, tako nek tak FOMO, fear of missing out, skratka, mogo si nekako si se, tako kot včasih v kakšen Bitcoin, ki so ljudje čakali, gledali, in je začel rasti in potem so množično investirali, tako se mi je zdelo, da so vsi govorili o eni točki o Tesli, o Appleu, o Nvidii. A je mogoče zdaj tale DeepSeek taka streznitev, pa je čas za malo bolj racionalne investicijske odločitve? Mogoče malo, ne? Čeprav a se ti zdi, da je ta FOMO res čisto končana. Ne? Jaz nimam občutka, meni se še zmeraj zdi, da mogoče še, ker sem ime malo zamenil, malo manj Nvidije, pa mogoče malo več nečesa drugega, ampak meni se zdi, da se ta zgodba zaenkrat ni bistveno spremenila. Je to en košček v mozaiku, se pravi, vlagatelji vseeno malo ob teh kitajskih objavah, ob DeepSeeku, malo več razmišljajo, ampak jaz vseeno zaenkrat ne vidim, da bi prinesel bistveno spremembo. Se pravi, ta mentaliteta je še zmeraj prisotna, bi jaz rekel. Mislim, da bo se moglo zgoditi več stvari ali pa večja stvar, da se bo to spremenilo. Ampak nisi mnenja, recimo, da je ta DeepSeek pa še, recimo, kar se obeta, da je en tak znak investitorjem, da vsem bi mogli poslušati tiste osnovne investicijska napotke, recimo, o razpršenost premoženja, ali pa ti si omenil v enem članku, mislim, da si ga napisal, oziroma ene objavi pred kratkim o tem gibanju investitorjev proti čredi. Torej, da greš ti, če vsi investirajo v Big Tech, boš ti investiral v, kaj si napisal, evropske banke, ki so tudi blazno donosne. Recimo, ampak kdo bi to pomislil? Ko imaš ti Teslo, pa Nvidio, na drugi strani imaš pa ti par evropskih bank. Kdo bi recimo kaj takega pomislil? Ampak smo zdaj v tem trenutku tam, da bi mogli bolj kot investitorji res začeti upoštevati to logiko razpršitve, da je ta DeepSeek kot nek tak mini streznitev. Ja, jaz mislim, da bi mogli biti tako, ampak kot sem rekel, se bojim, da ni tako. Drugače pa vedno je, jaz pravim, da je vedno treba pač nadzorovati te proporcije, ki jih imaš v portfelju. In če ti en del trga, recimo, kakor je tehnološke delence, umetna inteligenca, ki je v zadnjih 2 letih delala, moraš ti vedno portfelj prilagajati. Se pravi, pobereš majhen dobičkov iz mize, pa jih daš nekam drugam, ker v nek segment trga, ki trenutno nobenega ne zanima, ki mi temu rečemo, da je zanemarjena. Se pravi, so valuacije bolj ugodne, ker se stvari okrog obrnejo. To, kar si omenil, recimo tehnologija proti evropske banke. V bistvu, ko gledaš malo za nazaj te grafe, se ti zdi neverjetno, da je možno, da bi recimo evropske banke, ampak evropske banke so bile preteklo desetletje, recimo, so bile pač zgodba, ki v bistvu ima lahko samo nesrečen konec. Ampak se je pokazalo, da temu ni tako, da so uspele toliko okrog obrniti. In zdaj, kaj je danes tista, ki je v bistvu pozabljeno iz strani vlagateljev, a so to kitajske delnice, ki so valuacije recimo še zmeraj izredno nizke, ali so to recimo ameriške manjša podjetja ali drugi segmenti recimo ameriškega trga, če hočemo biti prisotni na bolj likvidnem trgu. To je zdaj vprašanje, ampak definitivno so drugi segmenti tudi zanimivi in treba je to balansirati, zato da s tem uravnavamo tveganje, ki ga vnašamo v. Prej si omenil, vzameš dobičke ven. Kaj pa to pomeni, koliko aktivno trgovanje? Kaj vemo, imamo pasivne, aktivne, to nismo zdaj dnevni traderji. Ne rabimo biti dnevni trgovci. Jaz mislim, da če to naredimo nekje enkrat do dvakrat na let, je to čisto dovolj. Kdaj pa mogoče obstaja pa kakšen tak dober primer, da pa res fokusiraš svojo investicijsko strategijo v eno vertikalo? Ali to dejansko ni na dolgi rok? Ne verjameš v eno tako strategijo? Za povprečnega vlagatelja se to zelo redko dobro izide. So obdobja, ki to rata, ampak ta strategija ima smisel zdaj, če posameznik res pozna posamezno panogo, posamezno podjetje, pa še to ni ponavadi dovolj. Ta strategija ima v bistvu smisel, če ima možnost upravljanja v temu. Se pravi, če lahko izvajaš nek upravljalski vzvod v tistem podjetju, takrat ima to seveda smisel.
Kako enega malega investitorja prepričati, recimo vložil v par teh tehnoloških delnic, ki so šle super gor, in reče, ok, zakaj bi pa zdaj sploh spremenil svoj portfelj, če mi pa tako dobro nese. Ne? Skratka, ta apetit za tveganje se ti po mojem kar potem spreminja. Se hitro spremeni, ko enkrat dosegaš dobre donose in potem malo pozabiš na razpršitev in to. Ja, pohlep prevaga, ne? In ponovadi, bom jaz rekel, moje izkušnje govorijo, da se to nadaljuje, dokler jih nekoč ne dobi po prstih. Sej, če se malo vrnemo v zgodovino, recimo začela sva z .comom, takrat je bilo isto, zakaj bi kamorkoli drugam, ker ta .com podjetja, kjer kamorkoli dam, bom zmagal, je bila logika. Pa se je pokazalo, da temu ni tako. Bilo je recimo 2.5, 2.6, 2.7 ta balkanska zgodba v naših krajih. Del te zgodbe sem bil tudi sam. Ja. Tudi jaz. Ja. To se nam je vsem zdelo. Prvič, vse to je zraven, sam par 100 kilometrov, mi vse poznamo, tako, lokalne navade, vse razumemo. Pa se je pokazalo, da nič od tistega ne drži. Vse mislili smo, da poznamo lokalna podjetja, pustimo Balkana, da poznamo slovenska podjetja, pa jih je kar nekaj propadalo mesa, jih ni več. Merkurij, Istrabenz in tako naprej. Lučipi naši. Tako. In zdaj je pač ta mentaliteta, da so tehnološka podjetja, da jih poznamo, da vemo, da znamo določati trende. Pa je DeepSeek pokazal, da nimamo pojma o trendih, oziroma da se lahko to jutri čisto obrne na glavo. In zato mora imeti varčevalec, vlagatelj, mora imeti skozi v glavi to zgodbo, da mora nadzorovati tveganja. Ker če boš ti enkrat te rizike v svojem portfelju, potem je se ostalo v bistvu enostavno. Prvo, verjetno, naučiš se na lastnih napakah. Jaz moram reči, da takrat za balkansko zgodbo sem imel blazno srečo, ker smo jih kupili stanovanje in sem prodal in mi je bilo še žal, da sem prodal, ker sem razmišljal še, kaj bi si lahko še vse kupil, če sam še pol leta držim noter, skratka več sreče kot pameti. Tako da bi jaz rekel, da na napakah se učiš in zdaj, če tega ne doživiš, potem je zelo težko kakorkoli drugače razmišljati. Tako vse moja. Druga moja taka bi pa jaz rekel, da je zelo težko, če seveda sam trguješ z delnicami, sploh ali pa z drugimi nekimi finančnimi instrumenti, tudi kriptom, je zelo težko prodati. Saj takole, ker jaz osebno vidim, nekaj zraste, pa si rečeš, v redu, bom še malo počakal, da še 20%, pa gre dol za 30%, pa si rečeš, v redu, bom prodal, sam da pride nazaj na tisto, ceno pa gre spet hitro gor. Skratka, se strinjam z mano, da je težko prodati. Skratka, umetnost je v prodaji, oziroma da imaš sposobnost prodati, da si toliko discipliniran, da si enkrat zadovoljen z določenim zaslužkom. Vsi Američani imajo nek pregovor, če ga enostavno prevedemo, težko je dobro kupiti, če težje je pa pol dobro prodati. Ampak mogoče je zgodba v tem, da vlagatelji zdaj pri nas imajo zelo malo izkušenj, kot si rekel, pa tudi problem je, da imajo malo finančnega znanja. Zato jim jaz svetujem doskrat, da stvari delajo po korakih. Če se jim zdi, da je nekaj dobra zgodba, kupiš en košček. Pa se odločaš, da boš čez 3, čez 6 mesecev dodal nov košček in isto pri prodajah. Če vidiš, da je nekaj močno zrastalo, prodaš en košček, pa potem še en košček recimo, in tako zmanjšuješ in tako prilagajaš v teži v portfeljih. Se zdaj ne propagiramo temu, Nvidia je v zadnjih 3-4 letih zrasla kar 10, da jim vse prodati. Ne, ampak prodaš nekaj tistega preseženega profita. Če si se odločil, da je boš imel 5 ali pa 10% v portfelju, pa ti je to danes zrastel na 20%, prodaj 5 odstotnih točk. 15 odstotnih točk portfelja je še zmeraj veliko in če bo rasla, bo še zmeraj super zaslužil. Ampak si zmanjšal tveganje, teh 5 odstotnih točk si lahko dal nekam drugam, v neko drugo zgodbo. A so zdaj to kitajske, mogoče v kakšnega konkurenta, ali pa čist drugo panogo, da zamenjaš. No, se takole, ko govoriš, je zelo preprosto, ampak pol to udejanjiti v praksi. Še tale apetit za tveganje, vem, da je pri vsakem posamezniku je čist specifičen. Zdaj, saj tisto, kar jaz poznam svoje znance, recimo, pa vidim, da so zelo polarni. Zdaj, ali 100% v nekih depozitih, vemo, slabo obrestovanih bančnih depozitih, ali pa 100% v kripto. A je to, kakšen je poprečen Slovenc, recimo, kar se tega tiče, tega apetita za tveganje? Koliko je tistih, ki so nekje vmes, da imajo dejansko razpršen, malo delnic, malo skladov? Bistveno premalo. Večina jih je takih, kakor si opisal. Jaz bi rekel, da 95% Slovencev je ful konzervativnih, 5%
jih je pa, rečemo temu, zelo divje vlagateljsko naravnanih. Ampak problem je ta zlata sredina in problem te zlate sredine se nam potem povsod odraža. Ne samo v tem, da recimo dosežejo, da kot nacija dosežemo primav pri prihrankih, pri donosu na prihranke. In imamo zaradi tega nižji na koncu BDP, če po domač povemo, nižje davke in tako naprej, slabše bolnice, slabše ceste. Problem je tudi s tem, da ker ni te zlate sredine, v tej zlati sredini bi se najdel vedno kakšen evro potem tudi za slovenska razvojna podjetja ali pa recimo že podjetja, ki so že nekaj naredila, pa bi iskala dodaten kapital. Se pravi, ta private equity konc v Sloveniji, ki v bistvu je zelo, zelo slabo razvita, tukaj ni podprta, ni znanja, v bistvu ni dovolj sredstva. Pa se bo to spremenilo z temi ljudskimi obveznicami, ki smo bili v 2024, pa zdaj tudi neke nove račune tam na Ministrstvo za finance in kakšne že postavlja. Se bo to kaj spremenilo oziroma je to korak v tej smeri? Definitivno je korak v pravi smeri, ampak to so zelo drobni koraki. Problem je to, da bi mi mogli to pospešiti. In sej zdaj ministrstvo neki pripravljajo, se neki projekti, ampak mi bi. Za naju je že skoraj prepozno, za generacijo, ki je danes stara 60, jaz mislim, da je to že praktično ta vlak že odpeljal. Mi moramo to našim otrokom dati v bistvu že v osnovni šoli. Učimo jih kupico enega balasta, ne naučimo pa ga, kako naj pogleda banalnosti, kot so, a se mu splača kredit pri banki A ali pri banki B, a je boljš fiksna ali variabilna obrestna mera, a je boljš vzeti, operativni ali finančni leasing. Pa to so simple stvari, ki se jih da simple narediti v Excelu, ampak če ti ne razumeš nekih osnov, tudi tega ne boš znal poiskati, pogledati. In to je recimo problem. Pa se nam ne bi zgodilo to, da so ljudje imeli kredite v švicarskih frankih za nakupe nepremičnin in tako naprej. To je ta osnovna finančna pismenost, ki pri nas ni. Ampak zdaj, če te prav razumem, Slovenci imamo dosti premoženja, ampak imamo neke vrste mrtev kapital. Če daš ti v slabo obrestovan bančni depozit, si v bistvu v poziciji, kjer imaš premoženje, ampak premoženje ne dela novega premoženja. To je skratka tisto, kar bi mogli v bistvu spremeniti v našem načinu razmišljanja. Ampak zdaj priložnosti imamo vsi veliko. Kje se potem res ti zatakne? Zakaj ti misliš, da to verjetno ne moreš razmišljati iz glave enega, ki na tak način razmišlja, ampak zakaj si ti zadovoljen z tisto obrestno mero, ki ti ne pokrija inflacije, pa veš, da enostavno 2 klika ali pa en obisk ene borzno-posredniške družbe ali pa nekoga, pa že lahko začneš plemenitati sredstva. Skratka, ni toliko lahko prideti ni toliko težko prideti do načina plemenitenja sredstev. Na drugi strani pa ti seveda svoje premoženje, ki ga težko ustvaril, izgublja vrednost. Ja, problem je spet v pomanjkanju finančne pismenosti in potem te varčevalci, vlagatelji, tako na potencialni vlagatelji, pač vidijo vse drugo razen banke, kot preveliko tveganje, da povemo po domače. In niso pripravljeni v bistvu sprejeti nobenega rizika. Pa je še nekaj teh slabih izkušenj, ki jih... Banka je zero risk. Banka je... Tako, ta percepcija je. In to smo tudi čeprav so bile recimo Probanka, Faktor banka, takrat nam je bilo sumljivo, da ponujejo se pravi zavarčevanje po 6%, ampak ljudje so masovno kaj nosila, se nas bo država rešila in dejansko jih je država rešila. In danes tudi, ko poslušaš recimo te potencialne vlagatelje, zakaj ne, pa sem dal nekaj v NKBM, pa sem vse zgubil, ali pa balkanska kriza. Ampak meni je to samo signal, da se v bistvu te potencialni vlagatelji niso nič naučili iz svojih napak. Ker šola tukaj je bila, ampak je bila enostavna, je bila premalo razpršitve. Pa ljudski spomin je kratek. Tako. Tukaj, kot nacija izgubljamo ogromno, če pogledamo recimo, da zaokrožimo 30 milijard cirka na bankah, če bi samo 10% tega, da lani v globalni sklad, pri 20% donosu, bi imeli kot Slovenija, kot Slovenci 600 milijonov več. Tu, če bi vse darovali za dobrodelne namene, kaj? UKC zgradimo takole, A smo Slovenci tle unikum, ali kako je, recimo, jaz ne poznam kakšne primerjave s kakšnimi drugimi državami, recimo temu Avstrija ali pa mogoče že Hrvaška, tako nek primerljivo razvit kapitalski trg, recimo, koliko imajo pa Hrvati v nekem deležu teh depozitov?
A smo mi res ko ekstra? Zdaj, stvar je tudi v tem, kaj malo vzameš v te izračuna. Ne. Hrvati so prisiljeni bistveno več dajati skozi to svojo pokojninsko shemo, ne. Zato so recimo na tem pokojninskem koncu bolj izpostavljeni, bom rekel, globalnim trgom, delniškim naložbam in tako naprej. Drugače nekje v osnovi, koliko ljudje varčujejo recimo v depozitih ali pa v delniških naložbah, je nekje funkcija BDP-ja. S tem, da mi tega preskoka nismo nikoli naredili. Ne? Ko se nam je BDP rastel zadnjih 20 let, ko se je država uspešno razvijala vseeno, nismo tega preskoka naredili. Ne? In že primerjava z Avstrijo, žal, tukaj so Avstrijci močno pred nami. Bolj gremo na zahod, bolje. Po eni strani tudi logično, oni so imeli kapitalizem, mi smo do pred 30 let imeli socializem, kjer pač sploh nismo vedeli, da to obstaja. Tako da na vzhodu tudi nekako si delimo usodo, Čehi, Slovaki, Polaki, čeprav tam je industrija vseeno bolj razvita, ker so večji lokalni trgi, domači trgi in se lahko bolj dela na tem. Ampak tudi, bomo rekli, en povprečna Nemčija, koliko oni izgubljajo tukaj v primerjavi z eno Ameriko, je žal, mogoče tudi to ta razlog, zakaj Nemčija zadnja leta je začela tako močno zaostajati. Ker tam je isti problem. Ni potem denarja v tem srednjem rangu, da bi podprli, poleg tistega, kar si prej omenil, birokracija pa tako naprej, ampak tudi denarja ni dovolj, ki bi bil pripravljen podpreti nemška, recimo srednja velika podjetja ali pa ta zagonska. In pol ta podjetja grejo v London, grejo v New York, ko si enkrat tam ne priješ več zavedno. Ja, tako. Zdaj sva govorila malo o tem upravljanju v bistvu lastnega premoženja. Mene zdaj je na lepo misel od Warrena Buffetta. Če ne najdeš načina, kako ustvarjati denar med spanjem, potem boš delal do smrti. Zdaj jaz sem tak, da si moram predstavljati zelo plastično. Jaz moram imeti eno Excel tabelo in noter mora biti napisani neki donosi, ki so lahko majhni. In jaz obrestnega računa, če mi je kdo razlagal, kakšni so donosi, si ne bom predstavljal. Šele ko vidim, recimo, kaj to pomeni, če daješ ti vsak mesec 300-400 evrov recimo na stran, vidiš, kaj to pomeni po 20 letih. A se ti zdi, da bi mogli tukaj začeti, nekaj si omenil finančno nepismenost ali pa pomanjkljivo finančno pismenost Slovencev, a bi mogli začeti pri osnovah, res eno zelo plastično predstavo, tole je tvoj vložek na začetku, vsak mesec tok in tok in po 20 letih imaš. Tako, točno to, preproste Excelove tabelce, še preprost grafim daš zraven, da vidijo, ker če je grafično, si ljudje še to lažje predstavljajo, črto. V primerjavi recimo depozit, v primerjavi s tem, kaj ti je nek povprečen kapitalski trg prinese, ali pa obveznica, že v primerjavi z ljudsko obveznico. Vse takrat lansko let so se neke te črte risale. Sam problem je, kaj doseg tega je zelo majhen. Tudi s tem podcastom bomo probali povečati ta doseg, ampak jaz se bojim, da večina ljudi to enostavno ne zanima. Saj vemo zdaj, kje začeti. Naslednjič na mestu vodnika v podcastu damo en tako obrestni račun, pa malo da se vidi. Recimo, ko ne rabiš leti 30-40% letnega donosa, da ti zaslužiš lep znesek, če daš nek 300-400 evrov recimo na mesec ali pa tudi 100 evrov na mesec. Mogoče bi že kakšnega tega vlagatelja v ljudsko obveznico vprašala, kako se počuti, ko je dal to na mesto, da je na depozitu vstal. Že to je recimo ena taka, bi bila zanimiva izkušnja, se mi zdi, sploh zdaj, ko prihaja nov krog. Kaj pa spet, če se pogovarjajo, kako aktivirati Slovence, da bi res malo razmišljali o drugih naložbenih razredih, recimo v delnicah. Kako pa lahko to spodbudi, ker vemo, da lani je bil slovenska borza je bila ena bolj donosnih. Koliko je bilo donos lani poprečen SBA? Mislim, da so stvari tudi po 50% prinesle. Delnica NLB-ja verjetno. Pa dividend, že v končni fazi govorimo, dividende so 5, 6, 7, 8% bile. In tudi to nas ne spodbudi, da bi šli malo bolj intenzivno v to. Nekaj malega vidimo, se zato je tudi letos bila ta 15% rast v bistvu v januarju. Je malo spodbudila, tudi te intervjuji z Batageljem, recimo, ki so bili v medijih, pa to je imeli nek doseg, je prepričal neki ljudi. Ampak jaz se več ali manj bojim, da se to isti krog vrti. Tiska nekdo že ima, si rečem, še malo več dal. Zdaj ne vem pa, koliko novih pride, teh podatkov že nimamo. Gotovo je med mladimi tega več. Sam mladi imajo drug problem. Tam se vemo, da do 30 leta je težko kaj, oziroma tudi če so zmožnosti, da kaj vrčuješ, se ti ponavadi zdi nesmiselno, ker takrat je še v svet tvoj. Okay.
super, tako dobro izhodišče mi daš, da sploh ne bi rabo tle svojih vprašanj. Mladi si omenil, ne? Zdaj danes imaš te one-stop shop aplikacije, ne vem, Revolut, razne druge te online digitalne banke, ki ti ponujajo praktično vse možno, ne? Da kupuješ in delnice in surovine, karkoli. Zdaj res se demokratizira ta način oziroma dostop do teh investicij. Koliko bo pa to spremenil? Recimo, to lahko spremeni bi rekel, že na srednji rok to, da bodo pa res mladi začeli, tisti seveda moraš prvo priti do nekega prostega kapitala, ampak je to način, da se pa spravi potem mlade noter, vsaj tisto začetno razmišljanje o investicijah. Ja, gotovo je način, ker je ta enostavnost dostopa danes, vidimo, kaj se je zgodilo recimo v Ameriki, kako je to, mogoče ta demokratizacija, kar ta prava beseda, kako je to omogočalo v bistvu znižali stroške, povečali enostavnost dostopa in s tem povečali segment v bistvu vlagateljev, razširili je to bazo tam od spodja, to osnovo ameriškega kapitalskega trga. In to je gotovo je tudi način, da se v Evropi, v Sloveniji stvari spremenijo. Ampak jaz se bojim, da se tukaj vrtimo v tem začaranem krogu, ker ta korak bodo mladi naredili naprej samo, če bodo v bistvu sami pokazali dovolj iniciative, da se bodo sami potem finančno izobrazili do določene mere. Ker če ti nič ne veš o tem, če ti v šoli nič ne povejo o tem, pa če ti doma starši nič ne povejo in če ti noben nič ne pove in če nimaš interesa, pol tukaj ne bo. Pač boš imel Revolut, zato, ker je enostavno, s to kartico nekaj plačevati, pa omejitve imaš, ampak do unga konca, ko bi lahko nekaj investiral, sploh prišel ne boš. In se pravim, jaz mislim, da se tukaj treba vrniti na ta šolski nivo in je tukaj kot država moramo nekaj narediti, ker je to v našem interesu. Na koncu bomo imeli konkretne finančne pozitivne učinke na našo državo. In tukaj je nujno, da naredimo ta korak naprej. Torej ne bi recimo dal ti sam v nov kurikulum samo računalništva, ampak bi dal tudi recimo finančno pismenost, en predmet. Definitivno, pa tudi mogoče bi dal v okvir računalništva, kako s te stvari, kako to zgleda, kako to uporablja te aplikacije. Se vemo, vsi niso, bomo rekli, toliko spretni. Imamo en segment mladih, ki je ful spreten, jaz poznam tudi take, ki niso toliko. In bi bil to definitivno eden izmed načinov. Še čisto me zanima, ker smo pri tehnologiji, koliko si pa ti kaj pomagaš zdaj, oziroma koliko se je tvoja narava dela spremenila, zdaj, ko imaš veliko več nekih analitičnih orodij, ne bom rekel zdaj, verjetno ne uporabljaš tistih robo-advisorov, da ti bi svetovalo, ampak vse to obstaja. Recimo, a se je tvoja narava dela zdaj, ki je spremenila od recimo par let nazaj, z vsemi temi novimi tehnološkimi orodji in novimi storitvami, ki so ti na voljo? Seveda se je, spremenila se je bistveno v bistvu. Zelo se je avtomatizirala. Sploh bomo rekli, mlajši v naši ekipi, ki so tudi zelo programersko naravnani, danes v bistvu s pomočjo AI orodja lahko sestavijo kode, ki se jih potem daje od Excelov do še kam drugam. In so zadeve poenostavljene, tako da tehnologija je, jaz mislim, da je tukaj... Čutiš to na lastno. Močno čutimo vpliv tega in močno pomaga pri vsakdanjem življenju. V končni fazi že vidimo, da v zadnjih 10 letih nam je Evropa pa bom rekel, lokalna regulativa nam je ubesla množico nekih novih regulatornih zadev, poročanj tako naprej, stvari, če se ne bi avtomatizirale. Bi se sam s tem ukvarjal. Tako, ali pa imeli od zadnji desetine zaposlenih, ki bi to neka poročila delali, kar je okay. ob softverskih rešitvah, ki jih imamo danes, nesmisel. Ampak kaj zdaj to vsi uporabljajo v industriji, recimo taka orodja, kako pa edge, torej neko konkurenčno prednost pol zagotoviti? Ne moraš biti toliko boljši v tej v uporabi teh orodij, moraš toliko več jih uporabljati. Kako je? Mislim, neko konkurenčno prednost si hočeš zagotoviti, verjetno. Ja, danes ta orodja niso še na takem nivoju, da bi nadomestila jaz temu rečem zdravo kmečko logiko. Kaj imaš tukaj not? In nekako identifikacijo. Ti že lahko, bomo rekli, zaznaš z pomočjo teh analitičnih orodij neke trende. Ampak kako to potem prevesti na nivo financ, katere naložbe
izbrati. Vse skupaj to je pa zaenkrat še zmeram precej kompleksno. Sej tudi so, bomo rekli, velike investicijske banke, veliki sistemi, ki si lahko prvoščijo, ki so imeli svoje programerje, svoje razvijalce, neka svoje orodja so naredili na podlagi umetne inteligence, pa so to potem testirali, pa primerjali recimo za svojimi upravitelji. Trenutno pač ni bilo nekega, na daljše obdobje ni bilo nekega edgea. Zdaj, kako se bo pa to spremenilo v naslednjih nekaj letih, bomo pa videli, sproti se prilagajamo. Okay. V redu, jaz sem izčrpal svoje vprašanja. Za zaključek bi te mal dal en tak izziv. Jaz bom začel en stavek, pa bi te prosil, da ga ti končaš. Na uspešnost mojega naložbenega portfelja bo v letu 2025 najbolj vplivalo? To, da ohranim mirne živce, pa seveda, da bom nekako čim bolj prebral, kaj bo gospod ameriški predsednik tweetal zjutraj, pa ne to zanikal popoldne. Ok, torej super. Ampak Trump je faktor. Trump je glavni faktor. Ja, treba si je pač vzeti v obzir, da ameriški kapitalski trg, ameriški delniški trg predstavlja skoraj 70% globalnega. Zato govorimo toliko o Ameriki, ker pač to diktira. Poleg tega so vsa največja, najbolj pomembna podjetja svetovna so ameriška. In to brez tega ne gre. Pa seveda pridejo te kamenčki, kot je kitajski DeepSeek ali pa kaj drugega. Pa malo spodnesejo nekaj. Pa lahko spodnesejo, morda močno, bomo videli. Jaz mislim, da bo ključno za letos nekak sposobnost in vlagatelja, in varčevalca, in mene kot upravitelja se v bistvu zelo hitro prilagajati na te spremenjene pogoje, v katerih delamo. To je to. Okay. Šla sva čez teme, ki sva se pogovarjala, mislim, da si dal kar dost nekih naložbenih nasvetov, ampak če bi mogel dati pa res enega ultimativnega, torej da imaš prostor, imaš množico ljudi pred sabo, en nasvet naložbeni, kjer bi bil? Jaz bi rekel, moj glavni naložbeni nasvet bi bil, da ne biti preveč prepričan v svoj prav. Ker te lahko trg zelo hitro demantira in zelo hitro kaznuje. Tako da, kot sem vmes rekel, za povprečnega vlagatelja je razpršitev bolj ključna, kot to, da najde 3 vroče zgodbe, pa jim proba slediti. Super, Aleš, super sogovornik si bil, hvala, da si bil gost na prvem podcastu, zagotovo te bom še kdaj gostil. Hvala tebi za vabilo. Hvala, ker ste bili z nami v tej epizodi podcasta Generali Investments Naložbeni navdih. Upam, da ste dobili nove ideje in vpoglede, ki vam bodo pomagali na vaši poti do boljšega finančnega upravljanja. Pridružite se nam v naslednji epizodi, kjer bomo raziskali nove teme in zgodbe iz sveta financ.